sem Amin Aliman, študent politologije, zdaj sem 22 let, sem natančneje, sem v 3. letniku politologije, s paraplesom se ukvarjam že 2 leti, eno leto sem na tekmovalnem parketu, eno leto prej sem bolj spoznaval ples. Zaradi plesa sem se navdušil že v srednji šoli s prihodom v Ljubljano, sem pa začel intenzivno trenirati. Ples na vozičku pač se ne razlikuje toliko od ostalega plesa, ker v bistvu mi počnemo enako kot hodeči plesalci, tudi plešemo s hodečimi plesalci, edino naše koreografije, plesa vse dodelajo zaradi vozička. Na ples sem se odločil iz večjih dejavnikov. Prvi dejavnik je bila sama glasba, sem zelo velik navdušenec nad glasbo, zelo rad poslušam glasbo in zraven tudi malo migam, po domače povedano. Potem v srednji šoli, kjer sem se prvič srečal konkretno pri športni vzgoji s plesom, tudi na samem maturantskem plesu, kjer sem imel posebno točko z plesno učiteljico plesne šole, ki je vodila naš maturantski ples, sem dejansko dobil občutek, da bi lahko to bilo nekaj za mene. Je pa tudi zame zelo pomembna športna aktivnost v življenju, saj kot oseba z gibalno oviranostjo pač s tem krepim svoje mišice in ohranjam neko fizično moč v telesu. Poleg plesa pač na prvem mestu je seveda moj faks, fakulteta družbene vede, v svojem študiju zelo uživam, tudi mednarodno sem zelo aktiven, odpravil se bom na izmenjavo za 5 mesecev, ki mi bo prinesla veliko in še več. Tukaj bi zelo rad izpostavil pač ta vidik Evropske unije, ker nekako tudi sama Evropska unija meni zelo olajšala to samo izmenjavo, predvsem iz finančnega vidika, ker Evropska unija zelo podpira izmenjavo študentov s posebnimi potrebami oziroma z različnimi ovirami. Sam sem se tudi prijavil na razpis na nacionalno agencijo Smepius, kjer sem dobil tudi 20 000 evrov, malo manj dodatnih sredstev, ki so mi omogočili, da bom s sabo vzel osebnega asistenta, poskrbel za dodatni transport, ki je potreben zaradi mojega vozička. Če te pomoči Evropske unije ne bi bilo, tudi moja izmenjava ne bi bila možna. Plan imam še naprej študirati, tudi v plesu bom ostal. Kar se pa tiče profesionalnosti, je pa tako. Paraples je v Sloveniji se še razvija, se ukvarjam z njim profesionalno že eno leto, saj tekmujem na najvišji ravni in se tako tudi dojemam. Še naprej se bom ukvarjal s tem, ampak še vedno je pa moj faks in moj študij na prvem mestu. Mogoče glede z vidika pač globalnosti in premika v samem paraplesu bi rad omenil, da pač se zdaj odpirajo še vedno nove pač razsežnosti paraplesa, saj je zdaj Mednarodni paraolimpijski komitej tudi poslal prošnjo, da bi leta 2024 postal paraples paraolimpijska disciplina, kar pa bi prineslo zelo velik razvoj v samem paraplesu, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji in celem svetu. Seveda računam, da bom tam. Sicer je 7 let, 6 let do tega, ampak imam veliko časa na trening in ne vidim razloga, zakaj me ne bi bilo tam.